še enem videu. Smo na zadnji rundi DDK prvenstva. Danes bo pač vse odločeno, kdo bo državni prvak. Trenutno smo mi 7. na lestvici, tako da nimamo glih nekih ful velik šans, da bomo prvi, ampak je pa fajn se potruditi, da bomo med top 5 voznikov, kar bi bilo zelo fajn. Iz Andraža smo naredili vsako en session pol ure, 3 kroge. Steza je podobna, ki smo jo imeli na treningu spomlad, ta prvi trening, ki je bil v DDK. Tako da to je super. Evo ga, Andraž. In evo na zaključeni prvi treningi. Zelo zanimiva, taka fluidna proga. Načeloma dosti hitra, ampak gripa ni bilo nobenega, tako da naredili smo v resnici 3 kroge. Danes bo malo manj treniranja, tako da bomo mogli hitro naštudirati avto, progo in se vidimo na kvalifikacijah. No in evo, zdaj smo zaključili z treningom. Lead run sem super dobro naredil, tako da kvalifikacijske kroge imam pošlihtane, kar dobro pelem. Chase sem samo en chase naredil, ampak bom se jutri probal malo več sredotočiti na ta chase run, da pač lovim nasprotnika, zato ker danes mi samo malo dobim čuden občutek, pa spet na leadu, tako da danes kvalifikacije, jutri pa pol naprej. Priprava za Twin Battle, to pomeni, da bom probal čim več twinov vozil. Overall postavitev steze je full hitra, dobra, tekoča, zelo lepo narejena. Žvan se spet potrudil, pa cela ekipa DDK, da so naredili lepo, pretočno, zelo zanimivo stezo. Tako da svaka čast, pol, ob 4 smo pa mi na vrsti, tako da držite pesti in se vidimo na kvalifikacijah. Ok, no in zdaj imamo vsi spet en testen krog, pa gremo nazaj v vrsto in potem vsak 2 kroga. En najboljši šteje. Držite pesti in gremo.
Prvi krog je bil 62, zdaj pa da vidimo še, kako bo ta tretji krog. Ja, ta drugi krog pa 53, kar nekaj. In evo nas, nedelja, drugi dan DDK-ja, malo še zgodaj, ampak fantje so že na progi, prva divizija trga gume po svoje, tako da mi se ne damo. Včeraj so bile kvalifikacije, z Alešem sva se relativno ok kvalificirala, Aleš je bil do 8. Recimo, a si bil 8. Jaz sem bil 10. Tako da prvi tvini bojo kar napeti. Aleš je dobil Brdajsa za nasprotnika, jaz sem dobil Sprica doktorja, Markusa, tako da bomo videli. Danes malo s treningi začnemo, pa naprej se pripravimo za prve tvine. Ja, tako je. V bistvu je plan danes probati čim več voziti, nima. Jaz mislim, da bi mogli iti skozi, ka pol naslednji battle, če razmišljam malo naprej, ima pa kar že malo bolj zahtevne nasprotnike. Tako da gremo en battle po en, tako da to je to. Je pa na koncu pač skupen ta rezultat kar dober, zato ker nimamo danes top 32, ampak je samo top 16. Nekateri grejo pač domov, danes bojo lahko vozili samo treninge, tako da overall je kar ok. V bistvu je pa še enkrat, da povem, konkurenca toliko huda ratala na tem driftu, da je prvih 9, ker jaz sem 10, prvih 9 s 500 konji plus. Tako da se drift orank razvija in upam, da naslednjo sezono rata tudi nam še kaj narediti na avtu, da bomo tudi mi malo bolj konkurenčni. Tako da, če ima kdo kakšen evro preveč, mi smo tukaj. In gas! V to, kar nas res čaka, pa mogoče to, kar ste vsi res pričakovali. Zdajle gre za res. Dimne mašine grejo na pisto. Divizija 2. Dajmo en aplavz publika, ko se peljejo mimo, oziroma ko se pripeljejo na Tle pred mano predstavitev Divizije 2. Andraž Anzelc, Aleš Pogačar. Še jih bomo nabrali. Fantje so že anksiozni za voziti, hočejo skurti vse te gume, kajti naš moto je vse gume morajo umreti. In to danes, kajti danes je tista finale. Aleš Pogačar, tudi on z Nissan Silvio, vendar japonska karoserija, ameriška moč, LS3 V8, atmosferska moč, 600 konjskih moči pod desno nogo Aleša Pogačarja. In vidite, kako breztrudno se gume spreminjajo v dim, ko Američan vzame zadeve v svojo roko. 6,2 litra, 600 konjskih moči, brez turbo pomagal, brez kompresorjev in zelo lahka karoserija. Andraž Anzelc, 24 Drift Team, Sixt Rent-A-Car. Vozi ga fant tako, kot da je Rent-A-Car. V8, BMW-jev pod njegovim pokrovom iz BMW sedmice, včasih luksuzni V8 motor, danes trpi v svoji penziji v trojki. Žano Green, svojo plavo trojkico, na novo sestavljen dirkalnik, po hudem karambolu na začetku sezone, sem vesel. Gre naprej, zdaj smo
pa že takoj v drugi Aleš Pogačar versus Uroš Berdajs. Aleš Pogačar, Uroš Berdajs. Uroš Berdajs ponosno reprezentira Slovenijo s tole zastavo na avtu. Aleš Pogačar mu je precej pobegnil čez rondo. Lepo videti Nissana od spredaj, sam Berdajs je pa pri klopu zelo blizu. Ko Aleš Pogačar pohodi gas, od štang gasa dalje ta LS3, dejansko gume vrti, kada so 13 stolov. Neverjetna moč. Koliko hočeš, da sam kot pa leta dip, ki ga je naredil v bistvu do zdaj najbolj zadimo naš logatec danes tukaj na Driftstarsih. Driftstars, državno prvenstvo, zadnje dejanje letos. Prvič v zgodovini, del Aša 2005, uradni motošport Drift. Zelo lepo to reči. Šano Grinu poploskate tle v boksih, zelo lepo je tale vikend odpeljal. Mislim, da vse skupaj seslavil, ne vem, 20 krogov z avtom, glede na to, da je novo sestavljen, pa kar nekaj problemov včeraj. Navodila so, da štarter štarta naprej. Uroša Berdajsa, Aleša Pogačarja, to, kad Uroš Berdajs vodi tole bitko, da vidimo, ali bo izkoristil in pobegnil Alešu, kolikor se da. Cirka 200 konjev razlike je med prvim in drugim avtom. Uroš ima dobro 400 sverski. Aleš Pogačar 600. Ne vem, kakšna je teža obeh avtomobilov. Se mi zdi precej podobna glede na tranzicije. In Aleš Pogačar zelo blizu Pogačar na koncu. En aplauz prosim za oba. Berdajs versus Pogačar, res se je poznalo teh 200 konjev razlike, le na to, kakšen dim je Pogačar od zadnje naredil. Ampak lej, Uroš je dal vse od sebe. Številke niso vse, ne, se je že izkazalo, da centimetri niso vse, tako da... Si videl, kako nam je Ajdin Kazič navdušil proti Marku Grošlu? Aha, ampak sodniki so presodili. Aleš Pogačar gre naprej, dajme in gospodje. Dajmo en aplauz za oba tekmovalca. Sicer prvi par bosta Grošelj versus Pogačar. Imamo showdown ob sončnem zahodu, dame in gospodje, kot v westernih. Epska bitka bo tole, če vzamem tvoje besedo, epsko mi všeč. Epska bitka bo tole, Pogačar, Grošelj. Ja, bolsto dovolj, zmeri na tla, when in doubt, flat out, pač vse te floskule, klišeji, drift rally scene, in šesta na progi, Grošelj v vidu, Pogačar mu sledi, evo publika, kaj? Zelo agresiven plan obeh tekmovalcev, zaenkrat. Martin z nekaj prednosti, tamle iz rondoja ven. Aleš Pogačar to prednost sedaj malo izolira, malo je zaostal s pospeševanjem Aleš Pogačar, nekaj prednosti za Martina. Pa vendar zelo solidna vožnja obeh tekmovalcev. Aleš Pogačar sicer z eno rahlo napako si videl na koncu. Ena napaka sem videl, ampak vseeno je bilo to lepo gledati. Sploh zame, ko sem tak nek laik tukaj, ne gledam na točke, ampak gledam na show, tako da to je bilo zelo lepo videti. Ko me čakam drugo furo med Pogačarjem pa Grošljem. Tako je, sedaj bo Aleš Pogačar imel prosto linijo
pred seboj odpeljati, tako kot se njemu zdi, da je prav. Martin Grošelj bi mogel pa mimikirati zadevo če dalje bolj pravilno, seveda, razen če več naredi napako, potem napake ne sme ponoviti za njima. Če se le da sodniki pravijo, čaki, gledajo posnetke zdaj za nazaj, komu bi dal prednost v tej vožnji in ali je bila napaka Aleša Pogačarja na samem koncu tista ključna zadeva, ki bo morda zdaj vplivala na splet tega dvoboja. Bomo videli, kaj nas čaka. Štarter je dobil navodila, da ju pošle naprej v bitko in gremo! Aleš Pogačar, Martin Krpan Grošelj! Zelo lep start, obeh Grošelj, čisto na vrat na leto. Kot sem napovedal, Martin se ne zmeni za marsikatero prednost, ki jo ima včasih v Nidrani in vozi čez rad, kot da je v deficitu. Vrhunska vožnja obeh tekmovalcev zaenkrat skozi celo progo, komaj vidimo od tega dima. Dajmo en aplavz za te gospodje! Bolana igra obeh, to je bilo, Grošelj ga ni spustil za centimeter, kot pes, ki lovi mačko, noro. In odločitev je padla, Martin Grošelj gre naprej! Kje so Grošelj fani, da vas slišam? Vse čestitke tudi Alešu Pogačarju, seveda. Evo in tako je zaključil današnji dan. Zelo dobro sem pelil, moram reči, da sem kar zadovoljen. Ni bilo pač to, ampak glede na to, da je Martin en izmed zdaj trenutno najboljših v Sloveniji, je že velik dosežek, da bi ratal se mu toliko približati, pa biti toliko blizu njega, pa biti toliko agresiven. Avto gre in to je to. Vsaka čast. Enač, to je to. V glavnem, zdaj bo finale, še odvozijo, pospravimo. Je pa pač napredek na koncu sezone, zadnja dirka. Jaz sem se kar nekaj naučil, veliko stvari, tako da bom šel v naslednjo sezono z veliko novega znanja. Ja, tudi jaz sem marsikaj pametnega naštudiral letos, tako da upam, da naslednja sezona bo bolj bogata s kakšnim konjem več, napademo na polno. Pa s kakšnim sponzorjem več. Kakšen sponzor več, tudi nam škodu, ja. Vi, kaj gledate, če ima kakšen kaj viška, bi bilo dobrodošlo, tudi če je 100 € ali pa kaj takega simbolično, ni panike. Vsak evro šteje, ne. Tako da v resnici pa ja, dober vikend je za nami, navozili smo se, tako da hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu!